Lepo pozdravljeni v novi epizodi s podcasta in nova epizoda bo tokrat postregla z izjemnim gostom, čeprav vem, da takšnih pridevnikov ne sliši najraje. Je eden najbolj prepoznavnih fotografov in fotoreporterjev, dal je skozi tisoče kilometrov, videl je nešteto obrazov in skozi objektiv fotoaparata ujel neskončno število trenutkov, ki pa jih je velikokrat razumel bolj iz srca. Je tudi potapljač, popotnik in pripovedovalec. Arne Hodalič, lep pozdrav. Pozdravljena. Res sem vesela, da se bova danes lotila tega najinega pogovora in če mi dovolite, bi čisto na začetku prebrala en kratek odstavek iz vaše knjige Moje svetlobe, ki pravi takole. Svet je lep in grd hkrati, poln čudovitih trenutkov, pa tudi težavnih preizkušenj. Vsaka dežela, ki sem jo obiskal, vsaka kultura, ki sem jo spoznal, vsaka oseba, ki sem jo srečal, je prispevala k pestrosti in raznolikosti. Le spoštovanje razlik in drugačnosti nam omogoča, da rastemo in se razvijamo. Veliko takšnih citatov v knjigi je, kjer sem se močno naježila in ta je takšen, ob katerem sem rekla, ampak res v tako kratkem odstavku pravzaprav zajamete tako močno sporočilo. A bi rekli, da je spoštovanje razlik in mogoče to, da imamo to v zavesti nekaj, kar med ljudmi zdaj v letu 2025 raste ali upada? Ja, jaz bi rekel prej upada, no, nažalost. Svetovna politična situacija bi rekel, ne dela v prid temu, če omenimo Gazo, Ukrajino, Iran, tudi konec koncev, zagotovo tle, jaz ne vidim kakšnega velikega spoštovanja, niti do drugačnosti, niti do drugačne vere. Tako da jaz se bojim, da gre svet pač v eno čudno smer, kamor najbrž nikomur normalnemu ni všeč. Tistih nekaj vladajočih, jaz ne bom rekel struktur, ampak bolj klik kot struktur, ker to so klike. Tistim pa to očitno odgovarja za, ustvarjanje profita, ustvarjanje moči in pač tisto, kar gre zraven tega, da si pač politik in nek vodja. To, da ogromno potujete, da ste res videli ogromno sveta, je tudi nekaj, kar, bom rekla, je vodilo, da ste že večkrat rekli, da dejansko ljudje uničujemo svet in da smo vsi del tega, nažalost. Tako, tukaj ni nobenega dvoma, tudi jaz. Jaz nisem tak pridigar, ki bi pridigal, pa v bistvu delal še slabše kot tisto, kar pridigam. Jaz vedno rečem, ja, tukaj smo in puščamo ta svoj, ne samo oglični, ampak tudi drugačen vtis na našemu planetu in zagotovo to ne vpliva dobro na planet. Jaz vedno rečem, da je mogoče človeštvo bila zmota evolucijska, mislim človek kot človek, in da je to pravzaprav smo virus tega planeta zares. Aha, da smo kot zmota. Ok, pa pejva na sam začetek zmote. Mečkam se, Arne, seveda moram dotakniti vaših začetkov otroških dni. Vaš oče je zelo priznan in znan zdravnik, tudi mama izobražena, uspešna, ampak predvsem ona je bila tista, ki je imela glavno besedo in vodilo, da ste sploh dokončali, kljub vsem vzgojnim ukrepom, šolanje, in potem tudi uspešno dokončali, čeprav mogoče tam v osnovni in srednji šoli ni ravno tako kazalo, ne? Ni kazalo tako, ne. Tudi na začetku faksa, pač faks pol končal, ne. Danes imam celo doktorat, ne. Mislim, 9. stopnjo izobrazbe, kar je smešen za tazga, ki je sovražil šolo že od prvega dne, že vrtec, v vrtec nisem niti šel. Mislim, sem šel za en dan in je bilo grozen in ni bilo šans, da me spravijo, ok. Tako da ja, jaz imam težave še vedno in tudi vedno sem jih imel z avtoriteto, ne. Tukaj ne gre za nekaj, da se ne bi hotel učiti, jaz se zelo rad še vedno, zelo rad učim, zelo rad slišim nove stvari, se jih naučim, jih predelam, razmislim in tako naprej. Ampak šola kot princip, kot sistem mi pač ne leži, In je bilo res težko se prebiti, Recimo tudi
ena stvar, tisti starejši to vejo, ki bojo poslušali, ne, biti oproščen JNA ni kar tako bilo takrat. Ne. To je bila pač Jugoslovanska narodna armada in niso gledali zelo prizanesljivo takim, kot sem bil jaz, ampak jaz sem bil samo en dan v armadi. Ne. Se pravi, pa še to nisem šel do tja, sem kar že v Ljubljani vse se zmenil. So rekli, tale pa boljš, da ne gre. Ne, diagnoza, ki smo jo pol zvedel, da sam šifro dobiš, ne. Pa smo pa dobili te šifre, je bila pa psihopatska ličnost sa suicidalnim tendencijama. Tako da so takoj ampak to ni bila simulacija, da se razumemo. Jaz sem res tako proti vsaki avtoriteti, da so oni to videli. Drugače so take ljudi, ki so simulirali, zapirali, pa ne vem, pa prevzgajali, pa tako naprej. Pri meni se tega niso lotili, ker so videli, da sem res tako nekako prepričan v to, da pač to za me ni. Ta neka drugačnost, če ji lahko tako tudi rečeva, ne, je del vas že od malih nog. Mogoče je tukaj tudi nek del imel oče s tem, ko vas je usmerjal zelo velikokrat v smislu delaj tisto, kako že, kar te veseli, nikoli ne boš imel občutka, da delaš. Tako. In to je še vedno tako. To je bil on, kar se tega tiče, res genialen. Mislim tako, da ko gledam nazaj, vzgojo, sta si res lepo razdelila ta del. Ne. On je bil za, bom rekel, zabavo, z ogromno energije, vedno je imel čas za najdva z bratom, vedno kljub temu, da je bil ugleden zdravnik. Ne? Tako, ali in počitnice, on je delal za proste dni, tako smo imeli daljše počitnice, kot drugi skupne, ne? Govorimo o družinskih počitnicah. Mama je pa prevzela, ampak on po mojem niti ni vedel, v katerem razredu sem. Ne? Mama je pa prevzela pa vse ostalo. Šolo, roditeljske sestanke, ne vem, če bi on v življenju enkrat na roditeljskem sestanku. Po drugi strani je pa ogromno dejal, ne, tako se sliši čudno, ne, jaz se ni zanimal. Ne, ni se za to zanimal, smo pa smučali, ribeljevili, jadrali, na izlete hodili, vse, kar mora otrok v neki naravi doživeti, to je pa on nudil, ne, tako da sta bila res dobra kombinacija, no. In to so potem tudi tisti spomini, ko ste skupaj, kot rečeno, bili na teh poletnih, dolgih počitnicah na Kornatih, ne? Tja ste vedno zahajali in tam ste tudi prvič se začeli potapljati, s tem, da ste se prej potapljali, kot pa plavali. Ja, v bistvu z masko in plavutkami sem jaz že znal plavati. In že tudi glavo pod vodo in tudi že mečkam tako gor dol. Plavati brez plavutk pa še nisem znal. Ne? Tako da smo se bali, da če zgubim plavutke, da bom utonil. No? Ampak se to ni zgodilo. Je potem to šlo, ne? Je šlo, ja. Sem zelo hiter pol tudi splaval tako proper. Ne? To je bilo od 6. leta, ne? Smo taborili na Kornatih, takrat se je to še dal, ni bil še nacionalni park. To so bile najbolj, bom rekel, čudovite in počitnice in tudi spomini. Ne? Pa ko greste zdaj recimo kdaj na Kornate? Ne kdaj, vsako leto. Imate te spomine toliko bolj žive, verjetno. Seveda. Ja, no, mislim, zdaj nismo čist prav na Kornatih, ampak smo recimo par mil do nacionalnega parka, ampak vsako leto, jaz ne vem, če sem eno leto sem spustil v vseh svojih letih, da nisem tam, ne, na tem koncu Dalmacije, tam Dolgi otok in tako naprej. Ne. Zanimivo se mi zdi, Arne, ko vas takole poslušam, pa mečkam sem šla tudi prebirati vaše objave na Facebooku, pa seveda knjigo, ki sem jo prej omenila. Bom rekla, da za človeka s tako uspešno kariero, pa v mojih očeh tako velikega človeka, ne slišimo velikokrat tako lepih, ne bom rekla pohval, ampak to povezanost družinsko ne slišiš velikokrat. Velikokrat se potem naredi nek premik mogoče pri takšnih ljudeh v smislu jaz. Pri vas se mi pa zdi, da je ta zavest o vaši primarni družini ostala enako velika in pomembna kot pred vso vašo kariero. Ne? Absolutno. Brez te povezanosti takrat in življenja na tak način, kot smo ga živeli takrat kot družina, zagotovo jaz tudi ne bi delal to, kar danes delam. In to je treba reči, da sem jim hvaležen in obema staršema pač za to vzgojo, ne vem, kako se rekli temu, za to življenje. Za to, kar sta vam dala. Ne? Zdaj, k potapljanju pa k morskim kumaram se bova še vrnila.
to je tudi bil en del v knjigi, kjer sem rekla, ja, ampak seveda tisto, kar je pa potem odločilo, da niste bili samo ljubiteljski fotograf, ampak da ste postali profesionalni, je pa zagotovo Katmandu, ko ste pritisnili na sprožilec, tista znamenita fotografija, je v bistvu ponesla vas visoko. Ja, ne, treba si zagotovo reči, da jaz sem že prej malo fotografiral. To zdaj nisem jaz tam rekel, kva pa je to fotoaparat, ker sem šel v Indijo in Nepala. Ne. Seveda sem, ampak izključno ljubiteljsko, izključno hobi. Niti si nisem predstavljal, da bom kdaj od tega lahko živel, to bi bile najbolj nore sanje. Jaz sem pravzaprav v Indiji se znajdel nekako, potem ko sem zaključil 5-letno kariero tega čarteriranja. Jaz sem imel z sodelavcem, s prijateljem, sem imela eno prvih čarterskih podjetij na Jadranu, ampak potem me je to začel težiti. No. Ni bilo tisto, kar je rekel foter, delaj tisto, kar te veseli. Je bilo na začetku, potem pa ne več. In zato sem takrat vse se nekako prodal, nehal delati, se nehal s tem ukvarjati, so drugi to prevzeli. In sem šel v Indijo, moram reči, ne po neko duhovnost, ampak bolj kaj čem zdaj v life. No in fotko sem pa že prej. Mi smo že reklame za vse Elanove jadrnice, sva s prijateljem fotografirala in tako da nismo bili zdaj čist amaterji, ne delač od tega, ampak nismo pa od tega živeli. Ne? Malo tako, ki si kakšen honorarček je dobil. Ne? No, ko sem se pa vrnil iz Indije in Nepala za to fotografijo, ki sem jo posnel zelo žalostno, jaz na dan smrti mojega očeta, ki je seveda nisem vedel, jaz sem vedel 14 dni potem, to ni bilo tako kot danes. Ne? Danes ljudje predstavljajo, da možeš v 7 poklicati, ne? Mamo iz Nepala. Ne? Ja, 3 mesece nisem poklical, ne? Ker se pač ni dal. Pol smo pa le enkrat lahko dobili neko vezo. 100-krat sem šel v telefonsko govorilnico v Indiji, pa tam pa neki šumel, pa mami, Nač. Enkrat je pa le rata, no in takrat mi je pol povedala, da je oče umrl in ta fotka je potem spremenila nekje tok moje poklicne kariere. Opazil je en velik založnik, švicarski, se nekako zaljubil vanjo, ne vem kako čem to reči, mu je bila zelo všeč, jo je porabil za en kup stvari, za neke posterje, razstave in tako naprej in me takoj, tudi prijatelja, da ne bomo, dva sva bila, in najo je takoj začel v bistvu pošiljati po svetu. Kot fotografa. Ne. Jaz tako, kva se mi je pa zgodil, ampak sem bil jasno vesel in tih, ne. Sem šel takoj, čez en mesec sva bila že v Afriki, čez 4 mesece sva bila že v Papui Novi Gvineji in on. Ne. Ampak recimo to, ko te neka agencija pokliče, pošle, ne vem, ko ste dobili neko ponudbo, recimo, da s prijateljem odideta, kako velikokrat se pa recimo zgodi, da res rabite tehten premislek v smislu, ja pa ne vem, a bi, ne bi, ali je to stvar? Ja, zagotovo tehten premislek je zelo potreben. Namreč ti moraš pomisliti, kaj se tam da narediti. Jaz ne grem potvati, to ljudje čisto narobe razumejo. Ne? Ja, si se spet fajn imel. Ne, jaz sem šel delati. Tako da, ja, zagotovo je potreben tehten razmislek in rečeš, a se bo tam dal kaj narediti? In če ugotoviš, že se ne bo dal nič narediti ali pa nič pametnega narediti, pol začneš dvomiti ali pa celo rečeš, rajši ne. Čeprav to se je zelo malokrat zgodilo, ampak vseeno, velikokrat sem šel pa z dvomom, kvam pa zdaj tam naredil in to ni enostavno, to je poklic, to je posel, to je delo. In te greš ti tja, ti moraš nekaj prinesti nazaj. Ti ne greš tja, zato ker te en z veseljem pošilja po svetu. On mora dobiti rezultat. In ta rezultat je včasih težko doseči. Ker se pa tiče, če pa tako, malo sem začutil tudi to podton tega vprašanja, da bi recimo rekel, tlej pa preveč zoprn, to pa ne. Tam pa rečemo še vedno, ja, to, pa če še bolj zoprn, še to. Še rajš, ne? Ja, tako. Zdaj, morske kumare sem omenila in se bom mečkan vrnila k potapljanju oziroma k morju. Morska kumara je sluzasta žival, zdrizasta, nič kaj prijetna za videti, niti za prijet, če govorim o teh, ki jih sami lahko kaj stavhamo, ne? Ampak vi imate glede tega popolnoma drugačno izkušnjo, lov in v bistvu afrodizijak na nek način. Naj bi bil. Poskusili ste jih?
Ja, seveda. Ne samo, da sem jih poskusil tam, jaz jih tudi pri nas na Jadranu kuham zase. Tako da je, mislim, zase, za nas, no, v privati izvedbi. Tudi niso tako dobre kot one, je vseeno razlika, ampak jaz jih imam rad. Ljudje ne marajo zato, ker naše so črne, one saj niso črne, ne tako nekaj črnega na krožniku sitku. Kaj ampak, zdaj to, ne? Ja. Ampak lov oziroma nabiranje teh pa ni tako zelo enostavno, kot se morda sliši, vzamem maske, plavutke in se mečkeno spustim, saj ta, ki ste ga vi dokumentirali, ni bil tak, ne? Oba, ne? Jaz sem bil v bistvu na 2 takih lovi, en je bil čist diametralno nasprotnih, en je bil tropski Madagaskar. Tam je bistveno lažji, seveda, tam je bistveno lažji. Ta drugi, ali pa prvi, no, tam sem začel del v Sibiriji, je bil pa zelo kompleksen, kar se tiče nabiranja, potapljanja, to se pravi, to je bila Sibirija, Sahalin, -30, -40 zunaj, meter recimo debel led in ga je bilo treba vsako jutro narediti, pač izžagati, ne, take kvadrate, da so se te potapljači spustili pod ta led in tam nabirali kumaret, kar je seveda bil ilegalen posel, zato je to prevzela korejska mafija, ki je tam zelo močna na Sahalinu. Prevzela, pač ja, si vzela. Si vzela, ja. Tako, ja. Niso nič uradno podpisali. Ja, so si kar vzeli. Tako da, ja, seveda to je bilo pa dosti bolj zahtevno, kar se tiče samega potapljanja. In pa tudi fotografiranja. Ja, vem, da brala sem v knjigi, kako v bistvu vsak, ki se spusti, ima gor na kopnem enega angela, ne, enega varuha, ki ga varuje na vrvi. Ne. Ja. Tudi zaradi tega, da se seveda ta lahko vrne nazaj in ujame tisto luknjo. Tako da ne zgubiš, ker se tiče nekaj nabiraš, se ti orientacija podre in bi lahko lutal pod ledom. Ne. To se je zgodilo mojemu prijatelju, lahko rečem, takrat na Bohinjskem jezeru, ker sta dva, to je bilo grozna nesreča. No, ampak to je običajno pod ledom, zato, ampak oni imajo vse to malo drugače, mi delamo to drugače, kadar se potapljamo pod ledom, imamo tenko vrvico in se po tisti potem vračaš kot optično, ali pa pač, ja, ne, oni delajo pa to z eno tako dost debelo, močno vrvijo, ker prevezijo potapljača in imajo neke signale in pa tudi signal to, da on se neha premikati, pomeni, da se je nekaj zgodil, pa potegne ven, pa kar je. Ampak vi, ko ste se spuščali z njimi, ste pa tudi mogli upoštevati verjetno marsikakšna njihova predvsem navodila, ampak to so predvsem drugačne, ker verjetno... Spet sem jih kršil, ja, poslušal sem jih, ampak sem jih kršil kot ponavadi. To, ja, se mi zdi, da ste tudi tam mečkano šli po svoje, ne? Ja, jaz sem bil tako vztrajal, ker enostavno jaz sem tja prišel to posnet, a ne, to je bil le bistvo, jaz midva za tem francoskim novinarjem, zelo slavnim francoskim novinarjem, Pierre Delannoy, sva imela pa tudi posebnim, ne? Ja, zelo poseben je, ja, zelo poseben, to bi se dalo od njem zdaj govoriti celo uro. Res neki fantastična izkušnja, no, ne bom rekel fantastičen človek, ker je bil vseeno malo kontroverzen, ampak izkušnja pa nenadkriljiva. No, z njim sva pač imela assignment od francoske revije Paris Match, ne, in tam se ni za hecati, ti moraš tam narediti in jaz sem tja prišel, kako nabirajo kume, plus še vse ostalo. Ampak brez te fotke, ki je nekdo pod vodo in te reportaže ni, ne. In jaz sem se potem zelo, bom rekel, zagrebil, namreč oni so meni prepovedali potapljanje, zato ker nisem bil prevezan, ne. Ker če se pa ti dva prevežeš v isto luknjo, to je, ne, vsak je imel svojo luknjo, in nek radi, da se niso srečevali, ker če se zapleteš, pa te ne moreš potegniti ven, tako da jaz sem potem, to prvo je bilo absolutno ni govora, imamo zdaj tle imeli težave, če ostil tle v tonu, pa to. Jaz sem se boril in na koncu rekel, pejt, ne. Pa sem šel in naredil te fotke, parkrat sem šel. Nisem šel prav, da bi res tam en mesec lahko deleč od tega. Jaz imam dost, mislim, da sem šel 3krat pod vodo, nekaj tacga. To, da dobite fotografije. Da dobim fotko, ne, ja. Kakšen je občutek, ko se človek spusti v takšno ledenico? Pa običajen, mislim, mi to delamo tudi tukaj, mi smo dostikrat že pod ledom ali pa recimo v jamek smo se potapljamo še vedno, je zdaj manj, no.
pozimi je nula, ne. S tem, da je tam pa minus, ne, zato ker je morska voda in zmrzne pri -2, ne. Tako da je tam še bolj mraz. In ko prideš ven, pri nas je okoli nule pozimi, se da preživeti, ne, tam je pa -20 in obleka začne pokati, tako hitro zmrzne na tebi. Kako se doma lotite priprav, ko greste kam, recimo ta primer, ko je res hladno in mrzlo? Zdaj verjetno po vseh teh letih že imate predstavo, kaj pomeni, če grem na zelo mrzlo, če grem na zelo vroče. Ja, to je pač vse, so to izkušnje. Ne. Sej, je treba tudi biti realen, teh takih assignmentov je vedno manj. Ne. Svet se je spremenil, ali pa skoraj lahko rečemo, jih skoraj da ni. Ne. Svet se je spremenil, svet je postal tudi v smislu fotografije, nas je globalizacija, bom rekel, prizadela na nek način. Danes se fotografov zelo malo, ali pa skoraj nič, ali pa kar nič, ne pošiljajo več na neke take velike assignmente, ampak se vzame lokalce, ki so glitko dobri. Kitajci imajo fantastične fotografe, ki jih mi sploh ne poznamo, ampak ena agencija, kot je, ne vem, Reuters, Associated Press ali pa kaj podobnega, pa to ve in najamajo lokalce. Ne rabijo zdaj tebe, avion, pa hotel, pa bistveno višji plača, ne, to je za njih zelo pomembno. Ne. In tam najamajo za bagatelo enega zelo dobrega, tako dobrega, kot si ti, ali pa boljšega, za nič. Se pravi, ta posel je dejansko umira, ali pa lahko celo rečemo skoraj, da je umrl. Redki, mislim na prste, ne vem, 2 roki bi jih preštel, da so res tako, da rečeš, hodijo na assignmente. Se pravi, lahko rečeva, da tisti, ki ste to priložnost in izkušnjo imeli, ste jo imeli, tisti, ki bi si jo pa še hudo želeli, pa že skoraj da ni več mogoče. Jaz bi tako rekel, ja, skoraj da ni več, seveda vedno je mogoče, ampak jaz bi rekel prej ne kot ja, ne, tudi za mene. No, jaz zdaj sem sicer dobil assignment od ameriškega National Geographica, mislim skupaj z Katjo sva ga dobila, ampak je to vseeno tukaj. Za njih bi bilo dražje nekoga sem poslati, a ne? Jaz sem v bistvu zdaj lokalc, ki ga je globalizacija v bistvu potegnila na plano. Ne? Zdaj, če bi enega Američana pošiljali, prišel sem k z Lune, avion bi mu mogli hotele, ne? Jaz grem pa tja z avtom, pa ne vem, spiva na cesta ali pa v avtu. Veliko manj stroškov, ne? Seveda. Kaj pa umetna inteligenca? Kako pa se nje lahko bojimo, kar se tiče fotografije? Lej, umetna inteligenca se ni kaj dosti zabati, to moramo sprejeti. Jaz se je ne bojim, v smislu, seveda z zdravim razumom, zdravim pogledom na to, da veš, kaj so to lahko fake news. Ne? Začeli smo dvomiti. Vse, kar vidimo, smo začeli dvomiti. Prej so bile stvari, ko je bil film analogno, tam se pa itak ni dal kaj dosti. Lahko si mal, pa se takoj videli, kvar pa ta tle del, ne. To se res ni dal fejkati. V digitalnem svetu seveda bistveno bolj, z umetno inteligenco pa popolnoma. Tako da moramo imeti to skozi nekje v zavesti, da mogoče pa to ni to. Drugače so pa neka orodja, je to neko orodje, ki ti lahko tudi zelo pomaga, ne, v končni fazi. Če delaš, ne vem, malo bolj komercialno usmerjeno fotografijo, zdaj smo imeli eno čudovito predavanje enega mojega študenta, ki se s tem ukvarja, ki je pokazal, kako on generira fotke, ne, kako mu umetna inteligenca, on naredi eno fotko, vse ostalo naredi pa umetna inteligenca. Tako da, ja, kot orodje je, ne. Katere so pa tiste stvari, ki so pa negativne, oziroma kar se tiče fotografij, pa dajmo reči, da morda ne bo tako hitro izrinila umetna inteligenca še vedno fotografa, ki gre in poslika, ne? Ja, ne vem, če ne bo tako hitro. Mislim, da smo že kar tam. So to malo utopične želje, ne? To smo že kar tam. Ja. In za video nimam izkušenj, ampak pravijo, da v video isto se da narediti. Ne? Mi se lahko gledamo malo po Facebooku in tako naprej, kakšne video, ker rečeš, kva? Ker v bistvu že reklama ali film narejena brez igralcev. Ne? Brez igralcev, brez snemanja, ne? Samo umetna inteligenca. Tako da, ja, to bo treba biti zelo pozoren, previden. Tukaj jaz vidim veliko nevarnost za res mlade, za otroke, za mlade,
ki to nekje slepo verjamejo, tam so videli, vse to sem videl. Ne vem, če bodo imeli, saj zdaj v teh fazah, tako kritičen odnos, ali pa imajo tako kritičen odnos do tega, da podvomijo v take stvari, za njih je takoj vse, tam tisti trampolin zdaj kažejo, ki skačejo zajci gor, pa koliko je to, ko zajci na trampolinske, pa vidiš zajci, pa lisice, pa medvedi, vse, sam trampolin je isti, sam generirajo druge živali gor, ki skačejo. In res gleda dobro, gleda tako night shot, ampak mi to vemo, da to ni to. En otrok pa mogoče tega ne ve. Koliko opažate, da je razmišljanje mladih danes na splošno v življenju? Zdaj sva se sicer umetne inteligence dotaknila, kjer ste rekli, da morda ta kritičnost še ni najbolj v njihovi zavesti. Kako to opažate med študenti? A bi rekli, da so mladi danes dovolj vztrajni, trmasti tudi na trenutke za kakšno stvar, ali so vseeno bolj narejeni? Zdaj le ta trenutek želim to pa to. Jaz bi to rekel. Jaz moram reči, veliko krat, z redkimi izjemami, jaz pač predavam na 2 fakultetah, sem kar razočaran nad samim interesom za delo, pa ne samo za delo, to se tako čuden sliši, kdo pa zdaj delo. Ne, interesom za nekaj, karkoli to je. Naj bo to fotografija, naj bo to karkoli drugega, da imaš ti res globok osebni interes do nečesa. Ker če ga nimaš, potem gledaš TikTok takole, in nič, in na koncu dneva imaš prazno glavo, slab boš spal, to je to. In tega je ogromno, nažalost je tega ogromno. Jaz tle vidim velike nevarnosti, čeprav, zdaj bojo spet rekli mladi, vsi ste stari vedno težite, saj mi smo tudi, ko smo bili mladi, so nam tudi te stari težili. Jaz mislim, da so tle nevarnosti bistveno večje, kot so bile takrat. Kukorkoli se to sliši pač malo fosilizirano, ampak zaradi te pozornosti, ki jo elektronski mediji, vključno z AI, prinesajo, je tako močen dražljaj, da se mu je težko upirati. Jaz telefon sam, da ga ne vidim, ker sem iz drugega časa. Jaz ga skrivam, pa ga pozabim, pa ga pol 2 dni ne najdem, pa pol messageov sploh ne berem, pa ker mi gre na živce. Mladi danes ne morejo živeti minute več brez telefona. Skos mora biti, ali v žepu, ali tlele. Konstantno tudi na tekočem in dostopni. Na tekočem s čem? Z neumnostmi. Oni mislijo, da s tem, tako. Zdaj pa greva midva vseeno mal stran od te novodobnosti, ki jaz žal podobno razmišljam kot vi, ne moram reči neka romantika in se zato raje vračam k tem vašim zgodbam, kjer pa sem res zdaj le priznam 3 dni srkala knjigo in zelo, zelo uživala, zato res priporočam v branje tistim, ki jo morda še niso, moje svetlobe, torej o tej knjigi govorim ves čas. Ko sem prebirala knjigo, sem vmes dobila tudi občutek, seveda najprej, a je to sploh možno, da se mu je vse to zgodilo, ker živi samo to eno življenje in ne opisuje še 2 odprej. Če lahko prekinem, s tem, da je to zelo malo zgodb, ker so v knjigi. To je res majčken delček. Ste verjetno izpostavili tisti zbor, ki je tudi vam na nek način najljubši. Potem pa v enem trenutku sem pa iz tega razmišljanja prišla v razmišljanje, zdaj to že malo tako, kot da berem eno kriminalko. In na trenutke sem potem dobila tako, sem začela razmišljati, da to ni samo, da ste videli veliko sveta, pa da ste bili pri ne vem katerih domorodcih vse, pa kakšne vse težave, kako do njih in tako naprej. Govoriva tudi lahko o tistih bolj kriminalnih stvareh, se pravi od tega, da so vam kdaj grozili, od tega, da so, ne vem, da ste že imeli tudi orožje uperjeno proti vam in tako naprej. To so stvari, ki jih ljudje, ki ne potujemo na tak način kot vi in se ne ukvarjamo s tem delom, beremo v kriminalkah ali pa gledamo po televiziji, zato ta prispodoba. Vas je bilo kdaj strah? To je tako dosti klasično vprašanje, ker ko ljudje vidijo, ko vse se mi je zgodilo, to vse zanima. Odgovor je zelo enostaven. Takrat tam ne. Pol, ko pa začneš o tem razmišljati, ko se to nekako umiri, rečeš, mater, tle šlo pa za las. Ko si pa tam,
pa tega ne smeš niti pokazati. Ne. Jaz imam en poseben pristop, ki me je še vedno rešil z neko dobro voljo, z nasmehom, z neko neposrednostjo, tudi do ljudi, ki so imeli puško uprto vame, se da rešiti. Ne. Je pa tako, ne. Včasih se pa kaj tudi ne da rešiti, ne. Tam imamo pa mi pol puške uprte v druge. Tudi to se dogaja. In to je moje naslednje vprašanje, kako v situaciji veste, kdaj je tisti trenutek, ko je treba nekomu ali nekaj plačati in biti raje tiho, kdaj pa je prostor za to, da ste pa vi lahko nazaj bili, bom rekla, ne ravno zdaj s puško, ampak ja, da ste tudi s puško. Ja. To je ena taka tenka linija. Ne? Mi, ko smo potovali zelo močno oboroženi na tej jadrnici, smo se najbolj bali teh mejnih primerov, da se boš zmotil. Da bo prišel nek ribič, pa ga boš ti zamenil, pa ti bo hotel, ne vem, bolanga otroka, pa bo hotel neki zdravila od tebe, do nekoga, ki te bo hotel Evropa to krast ubiti. To govoriva, ko ste... Ja, ko smo jadrali. Pa tudi v Papui Novi Gvineji smo imeli kar take dost bližnja srečanja. In brez orožja bi tam kratko potegnila. Mislim, že tudi orožje samo pri ljudeh, mi moramo to drugače gledati. To so ljudje, ki so pač drugačni, ki so slabi ljudje, ki imajo slabe namene in tudi slabe namene razumejo. Mi to gledamo s sebe. Jaz ne bom zdaj... Tukaj jaz nimam nobenega moralnega zadržka. Če nekdo meni hoče škodovati, jaz nimam nobenega moralnega zadržka njemu škodovati. Z takim sredstvom ali pa še zelo močnejšim. Zakaj bi se pa šparali? Če ti moraš prevzeti odgovornost, če ti hočeš enega Evropa tu biti, moraš prevzeti odgovornost, da lahko tudi on tebe. Recimo. In to je pač zakon močnejšega v takih primerih. Problem je tam, ker tega se včasih ne da čist, se pravi, mi smo se veliko o tem pogovarjali, na jadrnici, kaj se bi zgodilo, če, in enkrat smo bili blizu temu, da so prišli eni čudni ljudje, ki pa dejansko niso hoteli nič slabega nama, mi smo pa že vsi pač potegnili orožje, bom rekel. Bili pripravljeni. Ja, in oni so umrli od strahu, ker niso imeli tega namena in se je vse uredila, ampak lahko se pa bi to tudi kaj slabo končali za njih, nažalost, ker niso imeli slabih namenov. Če imajo pa ljudje slabe namene, briga me. Ampak govoriva o tistih situacijah, ko ste na delu, ko potujete okrog, ali govoriva o vsakdanjem življenju? Tudi to prenašam v vsakdanje življenje, ampak tako se to ne dogaja. No, tukaj bolj lahko rečeva vsakdanjem. V Ljubljani ali pa v Kranju me nihče ne poskuša ropati, do zdaj moram potrkati. Ja. Bolj sem mislila, da verjetno, če zdaj malo v prenašenem pomenu rečeva, tukaj se pa lahko gre z neko neprijaznostjo, nevljudnostjo in tako. Ne, to je pa druga stvar. Če ti nekdo streže po življenju, je to nekaj drugega, ki je neprijazno ali pa nevljuden. Tam seveda so drugačne metode. Tam ne boš. Tam se probate pol mogoče malo bolj nasmehati, pa gre. Ja, to pa vedno. Jaz sem zelo, zelo strpen. Zelo, včasih preveč. Do neke mere, včasih se pol kaj tudi, mogoče ne, parkrat se nam je to zgodilo s Katjo, da pač tudi meni zna početi film, če je nekdo vsem preveč. Ampak to se zelo redko zgodi. Drugače jaz se vedno umikam, vedno pač stopam korak nazaj, rajši kot pa naprej. Katjo, ste omenili vaša sodelavka, pa seveda partnerka, s katero sta skupaj že več kot 10 let, in imata res eno posebno vez, k tem se bom sicer še vrnila, ampak v povezavi s tem imam vprašanje, vam je skupaj z njo drugače potovati in iti fotografirati, pa ne bi zdaj tukaj šla v to, da je morda za kakšne stvari bistveno bolje in lažje, ampak mogoče ravno ta občutek odgovornosti, zdaj pa tudi njo peljem v te Zagotovo, stvari. Ampak kot sem že prej rekel, takih zelo nevarnih poti je vedno manj ali nič v teh letih, ker enostavno je treba vedeti še enkrat, jaz moram od tam prinesti nek rezultat. In če tega rezultata ni, če to ne bo objava, če to ne bo assignment, naprej plačan, dnevno plačan ali pa ne vem, pač kakorkoli, pač ne greš. In danes takih stvari ni več, zato je teh poti bistveno manj. Če gledaš ti knjigo, to so vse poti, ki so se zgodile, ne vem, do par let, dve nazaj, ampak
čez dolgo razdobje, ne, jaz to že dolgo delam. Tako da to bi bilo čudno, da bi zdaj jaz le govoril, to se ne dogaja skoraj da ne več. Ne. Čeprav v Jemnu sva bila nekaj let nazaj, tam so pač poskušali ugrabiti, smo bežali, tako da tudi to sva dala take stvari skozi skupaj, a ne, tako da ampak seveda je to večja odgovornost, zagotovo. Ampak jaz to sploh ne razmišljam, jaz kar grem v to, ne? Pa pol tam pač rešujemo situacijo, kakršnakoli že je. Če bi se pripravljal pa razmišljal, pa kaj gre lahko narobe v takih primerih, pol ne bi šel. Ne? Ja, pravijo, bomo prečkali most, ko pridemo do mosta. Ne? Tako. Indija je v knjigi tudi večkrat omenjena kot moja Indija, da se ji upate reči moja. Zakaj? Moja po duši, drugače sploh ne. Vidim, da ne. Indija je tako ogromna, tako velika, veliko sem hodil v Indijo, veliko tudi s Katjo v zadnjem času hodva, da je težko reči karkoli za Indijo, da bi rekel, da bi jo okarakteriziral s kakršnim koli pridevnikom ali pa prislovom. Tako da, moje pa zato, ker je meni tako blizu, ne, jaz sem tam res začel. Indija je za mene, pa tudi za Katjo, fotografski raj, a ne, mogoče ni za vsakega, za mene, ja. In zato jo jaz tako nekako čutim in se tako rad vračam, ne zato, ker bi tam, ne vem, najdel nekega guruja, ne, najdlje od tega. Torej ne iščete duhovnosti tam? Daleč od tega. To sem že na prvi poti po Indiji dal na stran. Takrat smo še malo bolj tako šli ašrami, pa to, danes se temu samo smejim. Tako da, je pa čudovita svetloba, ljudje so prijazni, ljudje se ne bom rekel, da se radi fotografirajo obenem. Tisto, kar je najbolj pomembno, ni mar, če jih fotografiraš. To je najbolj pomembno. Te nočejo opaziti, vedno te opazijo, te nočejo opaziti, te nočejo konfrontirati s tabo, zato ker jih ti pač fotografiraš pri nečem, kar ali delajo, ali sedijo, ali ležijo, ali spijo, ali karkoli že delajo. A ne? Indija je par milijardi 400, koliko jih je že, oni so navajeni živeti zelo natesno, zelo z drugim, njihov osebni prostor je bistveno manjši, kot je naš, ne. Tako da te spustijo bistveno bližje tudi ta svoj res osebni prostor, čist fizični, ne, da se razumemo. In se da delati res fotografije, ti prideš, nekdo tam, ne vem, govorim na pamet, sedi in se postaviš 20 cm od njega in ga slikaš v obraz. Ne. To pri nas bi dobil takoj, ne vem. Kakšno zaušnico, ne? Ali pa še kaj drugega. Ne, dobro, sej kakšni tudi ne mare, ampak v principu je to fotografska meka. Še kakšna druga dežela, ki vas je na podoben način očarala? Jemen zagotovo, Jemen nažalost zdaj zaprt, a ne, zaradi vojne. Vprašanje, kaj bo, ko se bo to končalo, upam, da se bomo čim prej končali, čeprav nič ne kaže. A ne, vojne se ne, da se zdaj končujejo, se zdaj na novo razplantevajo in začenjajo, ne. Pač tle smo. Tako da to zagotovo Jemen. Ampak, če bi pa rekel skupni imenovalec, pa zagotovo islamski svet, ne? Iran, Afganistan, to so stvari, ki so Sirija, sem bil nedolg nazaj, to sem šel še sam, ker ni bilo varno za Katjo, tako da sem šel sam, tako da to, no. Kaj je tisto, kar vas je v Jemnu tudi prevzelo oziroma vas, kadar ste tam? Prijaznost, to je prva stvar, pa to, da se je čas dejansko tam ustavil. Jaz sem vseeno, imam rad in zgodovino in nekako iščem stare čase na nek način tudi v objektivu, ne, takole je bilo, ne, takole. In ko priješ v Jemen, je tako, kot pred 200 leti. Ti hodiš po ulicah, hiše so iste, ljudje so isto oblečeni. To je tako, kot bi film prišel, a ne, v nek set, ki se ga je en pripravil zate, ne, ampak je realnost, ne, tako kot Indija, ne, če greš na prave konce, se ni Indija cela taka. Indija je tudi moderna, bogata, vse je, Indija je vse. Ne. Jemen je pa tradicija, tam je pa res čas se je ustavil.
če za kakšno državo lahko rečem, ne, pa smo bili že kar velik, pa je bil tudi Afganistan, ne, se čas ni tako ustavil, kot se je v Jemnu. Iran sploh ne, Iran je sodobna država, čeprav ima lepe stvari, zdaj smo bila v Uzbekistanu, ja, ampak to je zdaj že kulisa, a ne, ja, vidimo, tako je bilo, ne, v Jemnu pa tako je. Ja, ta razlika, sedanjost ali preteklost. Velika razlika, ja. Omenili ste ta občutek, ne, tega, da se čas ustavi. Kolikokrat v vsakdanjem življenju si dovolite, da se vam čas mečkano ustavi, da ste v trenutku, da uživate v trenutku? Bom povedal. Kaj je prav? Daj se ustav. Saj za en hip. Tudi na počitnicah se ne morem, ne znam, nočem, ne vem kaj. Ne, nikoli se ne ustavim, nažalost nikoli. Ali pa na srečo. Ja, kaj je to mot? Velikokrat najbrž, ne vem, ne, bod zdaj tukaj, ne, ja, jaz sem skozi nekje, ne. Tudi v danem trenutku verjetno že malo razmišljate, kje boste naprej, tudi po tem snemanju. Ali pa tudi tukaj, ne, seveda, ampak ja. Ampak sej pravijo, da za takšne ljudi, ki živijo tak način kot vi, ne, da ne znajo biti pri miru, da je bolje, da niso, ker velikim se pa že je kdaj zgodilo vmes, ne, da potem, ko pa so se ustavili, so se pa tudi zares ustavili, ne? Mogoče, jaz upam, da ne bo tako pri meni, jaz se pač nimam niti namena še kaj jih zelo hitro ustavljati. Ne, seveda se je ritem malo upočasnil, ti ne moreš, fizično ti ne moreš, ampak v glavi je pa vse isto. Ne. No, obstaja pa ena v bistvu izjema, da nisem tako nahajpan, to je pa zagotovo pod vodo. Pod vodo pri fotografiranju, makrofotografiranju, se pravi živali, življenja pod vodo. Če govorimo o neki reportaži, to, kar smo delali tudi, je tam seveda bolj težko slediti in so ljudje in se premikajo in si tudi ti vas nekje živčen. Ko pa začneš slikati ribce, se pa moraš umiriti, ker drugače ribce prečitajo zelo hitro in jih ni, se skrijejo. Se pravi, ribce, rakci, samotarci in tako naprej. Tam je pa, to je pa zen za me, ne? In to je tudi vsak dan na počitnicah, skoraj vsak dan to naredim, ne? Grem z fotoaparatom pa z jeklenkami pod vodo, za kakšno urco pa pol in fotografiram. In to se pa res tako umiriš, da, ne vem, srce se ti ustav, pa še občutiš ne tega. Tako da je res, to je pa druga stvar. Vaša meditacija torej, ne? Duhovnost, ki je nimam. Duhovnost pod vodo. Ja. Nekoč pa ste prelomili obljubo, rekli ste, da nikoli ne boste fotografirali politikov, pa ste potem vseeno sprejeli eno ponudbo oziroma izziv. Ja, to sem rekel, tega se še do danes držim. Jaz sem to bolj tako nekako, ko sem to rekel, sem bolj mislil na te, bom rekel, handshake, pa neke, ne vem, v parlamentu, ali pa ne vem, neke obiske, neke, ne vem, karkoli. To seveda nisem nikoli delal, nikoli ne bom. Ne. Tudi zelo zanimivo je to, skozi se to fotografira. Pa jaz vse te naše in predsednike in prime ministre, ne vem kaj, pa se jih poznamo, vsak dan jih objavljajo z novimi fotkami. Pa dajte mi mir v cajtangu, dajte kaj drugega objaviti. Ne, da jaz vsak dan gledam, ne vem, premijeja ali pa predsednika ali pa predsednico. Dajte, vse jih poznamo, ne? Ampak oni še kar naprej to ture. No, v glavno takih fotk ne. Ta izziv sem pa sprejel, ko sem bil povabljen na državniško, na v bistvu 3 državniške poti, sam da so bile 2 kombinirane, ena je bila kombinirana z 3, no, z bivšim predsednikom dr. Janezom Drnovškom. Zakaj sem to sprejel? Prvič zato, ker me je povabila ena dobra prijateljica, ki je bila tam tudi zaposlena in bila, mislim, da PR-ovka ali pa neki pač z njim v zvezi, v njegovem kabinetu. To je bilo eno in rekla, da ja, tole bo super tako. Druga je bila pa to, da je on v tistem času, to je bilo 2 leti pred smrtjo, točno 2 leti pred njegovo smrtjo, je on že dobro vedel, bil je že zelo bolan, on je že dobro vedel, kaj ga čaka. In
in to zelo hiter. On je vedel, da je v bistvu neozdravljivo bolan, in to se je pol tudi temu izkazalo, da je tako bilo. In se je spremenil. Mene je to zanimalo. On je takrat, bom rekel, haluciniral v smislu, da bo pobotal Palestince pa Izraelce, pa da bo pobotal Kitajce pa Tibetance. Ok, seveda mu to ni uspel. Ampak ko se je človek obrnil v bistvu vase ali pa v res prave vrednote tega sveta, ne v politične vrednote, ki so v bistvu samo tekma za oblast in denar in ne vem kaj, moč, whatever, kar je res politika, je res nekaj ugabenega. On je pa takrat iz sebe začel razmišljati in hotel nekaj storiti. Seveda mu ni uspel, ker v takem svetu ne more to uspeti. V takem svetu od politika pričakujejo, da se obnaša kot politik, se pravi, da golfa, da laže, da krade. On je pa takrat ni se tega tako lotil na ta način. Tako da, ja, in je bila izkušnja čudovita. Tudi pri kosilu, oziroma pri večerji, verjetno posebna dogodivščina, zelo, ja. Ko je bilo treba paziti, kaj naročiti. Tako, ja, on je bil vegan, in je zelo orto vegan, ali pa celo presno jedec, mislim, nič ni jedel, tako rečemo, malo oreščkov. Jaz sem mu zmeril v njegovi, ko smo se velikrat v njegovi sobi dobili, sem mu zmeril vse oreščke pojedel, ki jih imel zmer take kupe tam. Tako da ja, to je bila ena posebna večerja, ti pač ne smeš, mene so pač brifali, da ne smeš naročiti mesa, ribe, mesa, ribe, nič od živalskega, ali pa celo, ja, vegani, tako da, in sem rekel, ja, kaj ne pa pol njem, so rekli, ja, tisto, kar bo on naročil, in pol sem jaz jedel tisto, kar je on naročil, se pravi solato pa vodo, In potem bili lačni, naročili še eno solato in tako, Pa še eno vodo, pri zajtrku, ko me je pa povabil, se mu presedem, pol zjutraj po tisti večerji, če temu lahko rečemo večerja, to je bilo paša, ker pa večerja, paša na travniku. Je pa rekel zjutraj, boste se presedli? Sem rekel, ne, imam že tam na mizo, pa sem si naložil druge stvari za zajtrk, da sem malo noter prinesel. Da ste noter prinesli vse tiste, No, ampak potovanje z njim je seveda bilo popolnoma drugačno, kot ste jih bili vajeni prej, Tudi sedeži na letalu so bili bolj mogočni in udobni, sama vožnja do neke lokacije hitrejša, podkrepljena z varnostniki, posebni vhodi, izhodi in tako. Zaprte ceste, sirene, motoristi spredi, motoristi vzadi, ja. Ni da ni, Tudi za vas popolnoma drugačna izkušnja, Seveda. In potem rečete tudi v knjigi, da zelo hitro lahko človek dobi občutek več vrednosti, v smislu, ko ga pa potem iz tistega podobnega sedeža na letalo dajo nazaj v ekonomskega. Kako hitro se nam to lahko res zgodi? Zelo hitro, prehitro, Meni se je to zgodilo res v enem tednu. Po enem tednu, ko sem jaz nehal biti deležen tega VIP servisa, ko sem, to se je zgodilo v Jeruzalemu, on je nadaljeval pot na Malto, jaz nisem šel še z njim več pol iz Jeruzalema, ampak sem šel domov. Se pravi, oni so mene še vse z lučkami, z motorji, z varnostniki, z brzostrelkami peljali na letališče, čez nek poseben vhod, ko smo zmeraj šli čez poseben vhod, mi noben ni pokazal pasoša, ko smo potovali z njim, ker ga ni bilo treba. No in so čez tisti poseben vhod in pa smo prišli tam do enih vrat in so se vrata odprla in on je rekel, naša pogodba, da te varujemo, spremljamo in ščitimo brez potrebe, ampak ja, tako je pač bilo, je do tukaj, od tukaj naprej si zdaj sam, pač imaš, te ni več za nas. So zaprli vrata in jaz sem stopil direktno v čakalnico, so me skozi ena stranska vrata pripeljali v check-in, letalski, in jaz sem tako tam stal in sem rekel, kva, s temi ljudmi sem jaz zdaj čekiral, a ste zmešani? Jaz nekaj posebnega. In hočem to reči, in to se te takoj, zelo hitro sicer pa to zgubiš, te zelo hitro na realna stvari postavijo. Večji problem, ki ga jaz tle vidim, mislim, to je problem, je to, da te ljudje, taki podobni, politiki, vladarji, ne vem, oblastniki, finančniki tudi, sej
en Musk, zagotovo ni izjema ali pa Bezos, ne, so tega navajeni in njim to običajno postane. Mislim, za Bezosa pa za Muska imata svoj, ne, a govorim o naših voditeljih, ne. Pride ga šofer iskat, ne, zadnji varnostnik stoji, da ne bi bilo kaj narobe, ne. A je udobno, a je sedež dovolj pogret in to se navadaš, ne, v avtu, tak sedež. In ljudje to nočejo več zgubiti. Se mi vidimo, kako se krčevito nekateri, tudi naši politiki, oklepajo tega ali pa ponovno poskušajo priti v to pozicijo, da bojo privilegiranci. In dejansko se ti tega navadaš. Dejansko ni slabo. A ne? Da je težko reči, da je to za nič. Ne, ni za nič. Sam seveda, ko se pa preprašaš, pa rečeš, to je svinjarija, da je nekdo deležen, da je nekdo več vreden zaradi svoje pozicije kot vsi ostali. A ne? To je velika nevarnost in jaz mislim, da večina teh ljudi se tej nevarnosti ne izogne, ampak enostavno podležajo. In se potem in so več vredni, in so najlepši, najboljši, najpametnejši, najpomembnejši, ne? In vsi morajo za njih skrbeti in vsi jih morajo tudi tako gledati. Ne? Pred leti sem imela možnost, da sem bila majčkeno vpeta v družbo študentov fotografije, zdaj govorim, kjer tudi predavate, a ne? In velika večina, bom iskrena, je rekla. Ne, pa sem pa ravno s takšnimi, jaz sem pa ravno bila s takšnimi, očitno, evo, pa sem ravno na to manjšino naletela, ampak, a ne tako, kot ste vi prej morda omenjali za gospoda Janeza Drnovška, da je, a ne, imel to neko energijo in tako so te študenti nekoč opisovali vas, v smislu, da ko pridete v prostor, dobro, mečkam tudi zaradi avtoritete, seveda vsi utihnejo in tako, ampak nikoli pa, to sem si najbolj zapomnila, niste imeli težav s tem, da ste delili nasvete, da ste pomagali, da ste odpirali vrata tam, kjer ste mislili, da jih lahko in da je vredno. In to se mi zdi, da pa je tudi en odraz tega, kar sem jaz na začetku rekla, velik človek, zato ker, če se zdaj mal vrnem k tem, kar ste govorili, človek se hitro navadi na to, da je dober in da vsi za njega nekaj delajo in na nek luksus. Roko na srce, tudi vi bi se morda lahko v določenih trenutkih tega navadili. Ne? Jaz sem se že navadil, jaz sem se v enem tednu navadil, ne? In sem rabil par ur, da sem spet stopil na realna tla, ne? Na realna tla, ne na tista. No, kar se pa tiče študentov, je pa, jaz bi tako rekel, jaz se zelo rad veliko ukvarjam z tistimi, ki kaj dajo od sebe. Ne, jaz imam, zelo redki so to je nažalost, zelo redki, ampak s tistimi, ki pa so pripravljeni delati, so pripravljeni, ne vem, se učiti, vidiš, da jih zares zanima, pa jaz sodelujem še zdaj s kakšnim od bivših študentov, ali mu damo, ne vem, naslovnico za delo za National Geographic, ali članek, že več mojih študentov so imeli članke v National Geographic, v slovenski izdaji. Jaz sem jih spodbujal, skupaj smo zbirali in tako naprej, zato ker ne ukvarjam, ker je moj čas predragocen, se pa zelenuhi. Enostavno grem čez, rečem, ok, sam si boš uničil life, če boš imel tak odnos do dela, do izobrazbe, ne, do česa, ne, če te nič ne bo zanimalo, ne. Sicer je problem tega nezanimanja je danes itak enormen, ampak tukaj so krivi starši. Jaz lahko rečem, da jaz sem imel toliko enih interesov, zanimanj, vesel zaradi staršev, ne. Predvsem zaradi očeta, ki je res znal motivirati. Ne. In jaz, sem hotel nekaj vprašati, ampak jaz tom še povedal, ker se mi zdi zelo pomembno pri našem izobraževalnem sistemu. Mi se moramo zavedati, in profesori, ne, stari profesori, ali pa tudi srednjih let, ne, jaz sem že pri starih, ne, da ne bo pomote, se ne zavedajo nečesa. Umetna inteligenca bo in že rešuje odgovore na praktično vsa vprašanja. Se pravi, izobrazba je dosegljiva z enim klikom. Kaj pa ni dosegljivo? Z česa pa mi ne moramo z AI dobiti? Zanimanja, interesa za nekaj. In se pravi, da je naloga pedagogov izključno
v tem, da ljudi motivirajo. In mi smo zdaj naredili en poskus, ki se mi zdi genijalen, ali pa zelo dober, no, na Univerzi Nova Gorica. Imam jaz predavanja za prve letnike, ki nimajo izpita, ampak govorim o svojem delu, o sebi, o svojem delu, seveda tudi o načinih fotografiranja tega, načinih fotografiranja onega, ampak predvsem z namenom, ali pa izključno z namenom motiviranja. Da en reče, wow, jaz bi pa tole tudi delal. In tudi tako pač pokažem take stvari, ki so zanimive v take in drugačne smeri, da reče, jaz upam, da se to zgodi komu, to pač mi itak ne rečejo študenti, ne, ampak da se komu zgodi, da reče, wow, to je moj life. In to je to, ker bo treba vprašati, da se je rodil Ramzes II, bo pa naredil AI, pa mu bo povedal v sekundi. Bo pogledal, ne? Ja. Omenili ste to vztrajnost oziroma ta navdih, da bi ga dobili v vas. Zdi se mi, da ta navdih, ki ga v vas lahko vidimo, lahko prenesemo ne samo nujno na to, da bi zdaj pa te študenti vsi mogli biti fotografi. No, to so študenti fotografije, bi bilo že fajn, da so. To ja, ampak hočem reči, da če zdaj le kdorkoli, ki to posluša, se to zelo lepo lahko prenese v kakršnokoli drugo področje, sploh zato, ker sreča je zgolj statistični rezultat trdega dela. Tako. To je citat, ki sem si ga zelo zapomnila, zato ker dejansko včasih lahko rečemo, kakšno srečo, Arne, ste pa vi imeli. To je taka sreča, delovna sreča. Sreča zdaj, za danes na lotu, pač to ni. Tam ne moreš trdo delati, pa pozadeti na lotu. Sreča, da se ti dogajajo stvari, da jih vidiš, da pridejo do tebe, da jih srečaš, da se ti dogaja. Da se zgodi nek trenutek. Da se nekaj zgodi in trenutek, vse to, pa to ni samo za fotografijo, vse to tudi za druge stvari. Tako. Seveda, če se s tem ukvarjaš, potem stvari pridejo same do tebe. Ti se ukvarjaš takole ogromno, ta sreča je pa tisti promilček, ki pa vsem pride. Če pa tega ogromno ni, pa nima kam prideti. Ja, in ta sreča, vztrajnost, pa morda tudi trma, ki smo jo že na začetku omenila, je ključnega pomena tudi pri vašem delu, zato ker dejansko velikokrat je bilo treba iti čez kakšne stvari, se vrniti, ni šlo razmišljati, kako boste recimo prišli ali do neke vasi ali kakorkoli uredili stvari. Večkrat sem se vrnil. To je najboljši primer, da se to v bistvu, s trdim delom, potem vidiš to, pa se vrne in se ti takrat potem zgodi. Če se ne bi vrnil, se mi ne bi. Tako, če bi obupali takrat. Tako. Kako bi opisali projekt Izginjajoče kulture? Ja, to je pa en projekt, zelo zanimiv projekt, ki smo se ga lotila skupaj s Katjo, leta 2015. Sva naredila prvo lokacijo, prvi del. Ideja je, da se prenese fotografski studio, ampak to govorimo o ta top fotografski studio, na lokacijo. Danes so bliskavice in tako naprej, to se vse dela na baterijo, včasih tega ni bilo in je to možno narediti. Se pravi, z isto svetlobo, z istimi odbojniki, z istimi, mi rečemo softboxi, se pravi, temi velikimi panoji, svetlobnimi telesi. Se da delati vse tudi z baterijskimi in se da to nesti na neko lokacijo. Zdaj seveda kam? Mi dva sva se odločila, da bo šla na čim bolj ali pa čim težje dostopne lokacije in tudi nama je to do zdaj še kar uspevalo. In z celotnim tem studijom. Se pravi, v džip pa drn in strn kamorkoli, zato da prideš v nekam, kamor zelo malo ljudi drugače pride. Ne bomo rekli, da noben ne pride, ker takih kotičkov na svetu ni več, ampak malo ljudi recimo pride tja, ali pa malo jih je prišlo do zdaj. In dejansko, da fotografirava ljudi take, kot so. In to ljudi, katerih kultura je v nevarnosti, da izgine. Zato je tudi izginjajoče kulture. In danes je tega ogromno. Se to je bil potem tudi v bistvu mal vzrok, da smo majčkeno spremenili fokus. Ta pa so rekli, vse te kulture poslik. Danes izginja dnevno. Izginjajo, bom rekel, kulture, običaji in tako naprej. Iz raznih razlogov. Ali nekje jim ne pustijo, nekje sami nehajo, zato ker imajo pač druge interese. Skratka, tega je preveč. In potem sva rekla, deva potem pa fotografirati stvari, ljudi, ki na način, kakšen tam zares živijo, mi dva
nič ne dodava, nič ne odzameva tem ljudem. Če ima plastično ogrlico, ima pa plastično ogrlico. Čeprav zraven njega stidi en, ki ima čudovito drugo, pa bi rekel, da je ta zamena za fotko. Ne. Se pravi, da in doskrat so na fotkah, ne vem, kakšni v supergah, takih dizajnerskih, sicer čisto zgonenih, ampak ja, ne, in bi lahko rekel, da se zdaj toliko ne paše. Ne, glih to je to, da so vsi ljudje točno taki, kot so tam pravzaprav prišli sami od sebe. Mi lahko postavimo nek studio, govorimo v šotoru, recimo, ali pa v neki kolibi v Himalaji smo to delali pač po nekih hlevih, štalah in tako naprej, da lahko narediš svojo svetlobo. Ti moraš imeti temo, zato v Afriki smo postavljali šotor, ti moraš imeti temo in narediti od nič svojo svetlobo. Zato lahko prideš do takih rezultatov. Se pravi, ti tam ne upoštevaš ambientalne svetlobe. In zdaj, ko nekaj fotografij vmes mečkano, Arne, se opravičujem, mi pogled gor na ekran uide zaradi fotografij, človek bi rekel, tole pa že ne, tole pa narejeno doma ali pa nekje. Tako. No, to je tudi na mene. Po svetu, v studiu, ne tako. Pa na terenu. Se je v studiu, samo na terenu, ja. To je res, je pa to seveda zelo tehnično zahtevno, mislim, ne tehnično, logistično. To je treba vse najprej na avion spraviti. Itak overweight, itak toliko opreme, to so ne samo fotoaparati, objektivi in tako naprej, da so še studijske bliskavice, ki jih ne moš ti kar v eno predlago vršiti. To so res logistični. Upam, da bo vse prišlo pravočasno. In tako. Ja, se imaš v glavno vse v rokah. Jaz sem imela tudi po 40 kg ročne predlage, sam s tem, da noben tega ne sme videti, ker ti jasno dovolijo 8 kg. Tako da pač to švercaš, enkrat so naj dobili. No. Ja, in posledice? Ja, v bistvu, tako bi rekel, bom čisto iskren, rešila je kartica National Geographic Press Card. Ja. Nekako so pa rekli, ok, pejta. Razumemo. Ja, razumemo, pejta. Drugače bi bilo pa to, ne vem, kaj bi bilo, mogla bi tam pustiti dol, plačati, ne vem, kaj so hoteli, ne vem. No, nima veze. V glavnem, to je logistično zelo velik, brez potja, brez cest, blato, pesek se zakopleš, recimo Namibija je bila taka. Da ne govorimo o zahodni Sahari, smo ilegalno prečeli malijsko mejo, ker pač tam ni meje, jasno, ker je to puščava in smo se ne vem koliko časa pomali, da smo z drugega konca prišli nekam. Tako, to so take logistične težave, ki pač se jih ne moreš izogniti. In ki jih je treba vzeti v zakup. Seveda. Na takšnih, recimo, primer, to, ko sta hodila za ta projekt okoli, verjetno nista nikoli čisto sama, verjetno tam dobita kakšnega vodnika, vodiča, nekoga lokalnega, ki vsaj malo pomaga, prevaja, seveda, pozna in tako. Seveda, prevajati je vedno treba. Dostikrat tudi oni ne govorijo tudi kakšen, mi temu ne rečemo vodič, mi temu rečemo zelo enostavno fikser. To je fotografski izraz za nekoga, ki ti fiksa, se pravi, urejuje stvari. Fikser je človek, ki, ne vem, najde šoferja, najde avto, se zmeni, kje boš spal, v enem se zmeni z unimi ljudmi, ki jih fotografiraš. Skratka, logistiko pač fura pač ta tvoj fikser. Jasno, brez tega ne gre. Parkrat smo šli tudi z dvema prijateljoma, ki sta tudi neke vrste, mislim, se zanimata za fotografijo, fotografa na pol. Tako da, ja, to ni projekt, ki bi ga lahko sam pelil ali pa sama dva, kje pa. Recimo konkretno v Himalaji smo imeli res enega fajn dečka. Za fikserja, on se je vse zmenil. Mi smo spali pri domačinih, ker tam ni nič, tam ni hotelov, ni restauracij, ni nič, tam so vasi, ali pa še to zaselki, ne vasi. In je prišel, da imamo tle spati, vse se je zmenil, čudovito je bilo. In potem so jih midva naslednji dan recimo fotografirali in so se nama še zahvalili, da so jih pošla fotografirati. Za razliko od Afrike, ki je pa dosti bolj, Afrika je trda dežela in tam je bistveno težje delati. Tam je pa samo denar, moč, kaj boš ti njim dal, kaj oni tebi ne bojo dali. Tako bolj je vse na tem nivoju. Tako da tam so tudi fikserji bolj nezanesljivi, slabši, na nek način, ali pa bolj nepošteni, tako da sem imela kar velike težave s fikserjem, ki sva ga imela v Etiopiji.
Se kdaj zgodi, da ta fikser postane nekdo, ki pove preveč naprej, kaj, kar ne bi smel, pa so potem lahko zaradi tega težave v smislu, da zasluži dvojno? Seveda. On se z njimi pogovarja, ti nimaš pojma, kaj on govori. In on te pol nekaj prevede, ker niti slučajno ni nujno, da je tako. Ne, pri temu, konkretno v Etiopiji, je bilo tako, da se je res zmišljeval, lagal, potvarjal in kradel. In takrat ste potem vi tisti, ki rečete, zdaj pa dovolj. Ja, smo rekli, ampak pač nismo daleč prišli. Pač, ti si tam nekje, na nek način vseeno odvisen. Ne, on ima šoferja, bil njegov šofer, 2 njegova džipa, z 2 smo šli. Ponovadi gremo z 2 džipi, da je bolj varno. Če se en pokvarja, da se lahko pač rešiš iz nekih zagat, takih tehničnih. On je imel vse to čez, oba šoferja, oba džipa. Če je nekaj rekel šoferjama, sta šoferja rekla, ne, tle se ne da, pa tudi če se je dal, če se njemu ni dal. To je bilo zelo slaba izkušnja. Afrika je težka. Ja. Pa tri poti, mislim, 3 kulture sva prav v Afriki fotografirala. Tako da je potem poseben pečat pustila Afrika, kar se tega tiče. Že prej pa še. Omenili ste še džipe in vožnjo, zdaj prej smo se pogovarjali o tem, a vas je bilo kdaj strah, pa ne vem, res ste videli marsikaj na svojih poteh od tistih manj prijetnih prizorov in tako naprej. Po drugi strani pa se pa ne prav veliko poudarka nikoli ne daje na te vožnje, ki so pa verjetno tudi zelo adrenalinske in mogoče kdaj bolj nevarne od same dežele. Tako. To je moja teorija, da se ti v avtu lahko več zgodi kot na samem terenu, zato ker vozniki so pač taki, kakršni so. V veliko državah ti ne smeš sam, recimo konkretno Namibija je bila super, smo lahko sami vozili džip, tam ni bilo težav. Jaz sem bil res blizu smrtne nesreče v Afganistanu, smo se prevrnili nad prepadom, v Etiopiji so bile kar, v Indiji so bile težave, nam je sred poti je voznik, ki je bil tudi lastnik džipa, ne več, in se obrnil in šel, mi smo ostali na cesti, ker je bilo pretežko. In tudi prenevarno na nek način za avto, ne govorimo o nevarnostih od ljudi, ampak pač o cestnih nevarnostih. Tako da ja, jaz sem vedno rajši rečem, da ta najbolj nevarni trenutki cele moje kariere so bili vedno v avtu. In tudi mi kot ljudje, ti se zdaj peleš, mi bomo zdaj šla nazaj v Kranj. Dobro, po avtocesti, ampak po navadni cesti. Takole se ti voziš, vsak avto ti prihaja nasproti 120 na uro, ti pa 120 proti njemu, lahko naredi takole. Ampak mi tega sploh ne jemljamo več, pa se to dogaja. To je nevarnost, to je res nevarnost. Ja, v bistvu kar mečkam tako, paradoks, po eni strani se vsi ukvarjamo, kako je zvečer, ne vem, mogoče postalo po Ljubljani, nevarno, pa ne bomo otroka pustil, Po drugi strani se pa ne ukvarjamo, z električnim skirojem pa gre, Točno to, z električnim skirojem, ali pa, ko imamo, ne vem, hčerko, pa najde enega fanta z motorjem, Kaj gledam, kva delajo na cesti, pa človek, božji, če bila to moja hčerka, meni se zmeša, Tam vijugajo po prometu, navijajo tiste motorje, pa vsi gor. Pomembni, pomembni. Večkrat se bom še vrnila k fotografiji oziroma k portretom. A ste imeli kdaj, kadarkoli v vaši karieri, mogoče moralne zadržke, če se to sploh lahko tako reče, v smislu fotografirali ste, ne vem, naredili ste dobre portrete ljudi, ki so zelo revni, ki živijo na pragu pravzaprav, hkrati pa vi v zameno za to fotografijo dobili lepe honorarje. No, lepe honorarje bi se dali razpravljati, to je prva stvar. Zagotovo pa ti na terenu ne razmišljaš tako. Ti na terenu razmišljaš, da boš nekaj naredil. Ne razmišljaš o honorarju, ker če bi to razmišljal, ne bi bil tam. In ne rečeš, jaz bom zdaj tebe slikal, zato kam zaslužil s tabo. Ker to mi kraj pameti, ker tudi v največji večini primerov se to ne zgodi zares. Pač se kaj se kdaj poklop, da je v redu in tako naprej, ampak to na terenu niti ne moš vedeti. In jaz tle nimam težav, ker po drugi strani so pa tudi stvari, ki so bile recimo, tako, če smo že začeli o tem, recimo dobro prodane, so bile pač
po drugi strani so pa obelodalne neko težavo, ki je tudi njim šla v korist, če ti nekaj pokažeš, ne vem kako, govorim o nekih konfliktih, Gaza je bila recimo Gaza je bil najbolj tak eklatanten primer, ko sem slikal te otroke, ki jih pobijajo izraelski vojaki, namenoma seveda. Tam se počutiš, mislim, kaj jaz tle delam, ampak po drugi strani pa jaz te fotke še zdaj kažem, da pokažem, kaj se tam dejansko dogaja. Se je dogajalo takrat, ko se sploh še nič ni dogajalo. Kaj se šele dogaja zdaj? To največja sramota človeštva je pač ta genocid v Gazi. In če ti to fotografiraš, pač ne razmišljaš o tem, pa s tem zaslužil, ker če bi to razmišljal, tega ne bi delal. Tako da nimam nobenih moralnih zadržkov, razen, kada se kakšni ljudje pač res nočijo fotografirati, potem pač jih ne. To je treba tudi spoštovati in takoj vidiš, a se res noče, ali je samo tako, jaz se pa ne bi fotografiral, pa se že nastavlja. To se da zelo hitro. Se opazi ta razlika. Tako da pa se pa malo zmeniš, pa malo pohecaš, pa so vsi presrečni, da si jih fotografiral. Kakšni pa res ne marajo. In pač tam pa nehaš. Kako je pa potem, koliko je pa potem tega, da želijo kaj imeti v zameno, pa že nastavljajo roke v smislu? V Aziji nič. Ne vem, če se je že kdaj v Aziji zgodi, da bi bilo sploh pomislil, ali pa to, Afrika pa ni fotke brez denarja, skoraj. A denar, ki ga lahko zapravite na takšnih potovanjih oziroma ko greste na delo, imate vnaprej predviden? Približno se ve, koliko to, zdaj so se seveda vse podražili, vse poti so se zelo podražili zaradi avionskih ki so se kar konkretno podražili, avioni. Tako da se vse skupaj malo dvignili in v bistvu zakaj mi to ne nadaljujemo? Mi dva bi še naredila teh izginjajočih kultur zagotovo, ker se nam zdi krasen projekt. V bistvu je projekt za osveščanje. Mi imamo zdaj, to ni kot reportaž, ampak bolj kot razstave, predavanja, da se o tem pogovarjamo, da rečemo, te ljudje niso zdaj neki baobavi tam, mislim tako, zdaj, to je površno rečeno, vse to so bolj subtilne metode. Ampak da ljudje spremene Slovenci, ne vem, da soseda vidijo še, če je trava po kosu, to je pa tudi to. Pa če v nedeljo ropota, Pa če ropota, pa je pa že sranje. Pardon izrazu. Ampak tako je. Slovenija je pač zaplankana, tako kot smo vsi narodi, vsi narodi, ki živijo malo v hribih, Tirolci, Švicari, to je vse malo tako. In tudi mi smo taki. Tako da jaz mislim, da je to fajn malo to razbiti, to stereotipnost, ne upoštevanja drugih ras, ver še posebej, nas se pa že ne bo islam, mislim, zakaj pa ne, sej, če smo vsi ljudje in če znamo skupaj živeti, je prostora za vse, tako da je to kar pomemben projekt. Ampak, če smo pa pri financah, ki so začela, so to tako drage poti, da enostavno si jih skoraj ne morajo več prevoščiti, ker to sama financirava. Zato, ker ni samo usedeti se na letalo, pa iti tja, potem pa tam spim pri... Že samo džip, je tisto največji strošek prav pri izginjajočih kulturah, drugače si ga ne prvošmo, ker je to predrago. Tam pa ne moš drugače, ker pol ne bi nič naredil, če ne bi šel z džipom, ne vem, en teden nekam, pa pol tam začel delati. Ta prestiž oziroma ta mogoče bolj bogata potovanja vas pa nikoli niso zanimala? Ne, čeprav se ne branim, sem bil večkrat tudi, mislim, zakaj pa ne, sam ni to, da bi jaz to samo iniciativno rekel, zdaj pa šel delati od tega, to me pa res ne zanima. Ampak, če se pa znajdemo v enem lepem hotelu, pa valjda ne bom rekel, sem zdaj v slabšega, zato, ker je ta prelep zame. Ne, jaz bi šel še lepšega, sam pač, meni se to dostakrat zgodi, ker vodim te skupine, ali pa vodva zdaj že, skupaj tudi, prej sem jih pa sam, fotografov po res odročnih krajih. In seveda za njih je to drugačen standard, in dostakrat smo se znašli v takem hotelu, da je bilo lepše doma. Pa nisem se sekiral, Katjo sem recimo poklical, pa sem rekel, super se imam. Koliko je fino, Tako da to tle ni principov. Ampak za vse te vaše projekte, za vse to, kar ste
v svoji karieri videli po svetu, ne, pa velikokrat dejansko lahko rečeva, da so to zelo osnovne... Ali pa podosnovni, tudi. Vsega je. Ne smemo biti zdaj, da ne bo zdaj misliti, da je samo zbirava neke destinacije, ker moš trpeti, ne deleč od tega, ampak recimo, ko smo živeli z begunci v begunskem taborišču 2x po en mesec zahodne Sahare, to so bile res razmere, kar rečeš, čakaj, kaj meni tega treba, ne? Brez WC-ja, brez postle, mislim, na tleh so bile deke na nič, na tleh smo spali, 7 v sobi, WC-ji, tavženti muh, ki so iz WC-ja hodili na hrano, pa pol nazaj na WC, ne? Milijoni, ne tavženti, milijoni muh, mraz tudi, veter, vroče, itak, poti take, Katja je zbolela, jaz tudi, ja, oba sva zbolela zelo. Zastrupitev? Ja, zastrupitev, ja. Pa si rečeš, joj, ne, to pa res. Ampak pač, narediš to zato, ker pač imaš nek, bom rekel, višji cilj, delovni cilj. Zdaj, ko ste omenili to zastrupitev oziroma, da sta zbolela, kako pogosto pa se je to dogajalo, recimo na vaših poteh? Kolikokrat ste po prihodu domov mogli biti na kakšni infekcijski? No, na infekcijski sem bil zares samo enkrat, ko sem dobil malarijo, pa še to je bilo tako zelo smešno. Jaz sem vedel, da sem dobil malarijo, ne? Ker sem imel prijatelja, s katerim sva potovala, tudi fotografa, ki sem bil takrat še kot tandem, fotografski, in sem točno vedel simptome in tako naprej. In ko sem jaz dobil te simptome, na srečo že v Ljubljani, jaz sem to dobil, to imaš ti inkubacijske tam 10 dni, jaz sem šel, slučajno sem imel faso tik preden sem šel. Aha. In me je začel pajtlati v Ljubljani. Ne? Jaz sem šel še sam, takrat se spomnim z avtom na infekcijsko, sem tam nekje parkiral, to je bilo še drugi časi, se je dal še parkirati okoli kliničnega centra, da se ne da več. In sem šel gor in pač sem rekel, jaz imam malarijo. In so oni rekli, počakajte, to bomo pa mi povedali, kaj imate vi. Sem rekel, jaz imam malarijo, dajte mi, ne vem, neki kinin, ne vem, karkoli. No, to bomo pa mi. Ne? In pol so me tam dali, seveda, ker me je res metal, to je res, te prvi napadi so grozni, to je res grozno. In sem bil pač tam hospitaliziran, ne? In pol čez noč, in zjutraj pride zdravnik in reče, joj, a veste kaj, malarijo imate, fuck you, a ne? Že včeraj bi lahko rešila, ne? Že včeraj bi mi lahko začel dajati kinin, nekaj dosti hiter prime, čeprav se jo ne znebiš, no, ampak ja, jaz jo Malarije? nisem. No. Ja, jaz jo nisem, moj prijatelj se jo je, on jo je dobil, ko sva potovala še takrat, še za to švicarsko revijo, on jo je dobil v Sudanu, sva šla čez Sudansko puščavo, jaz sem jo dobil pa v Papui Novi Gvineji. Tako da on se jo je pa rešil z nekimi svojimi terapijami, tudi dajo ti ogromne doze kinina, ampak pol vidijo, da ti to tako jedra uničuje, da je brez veze, pa reče, bo malarija, sej poneha, ne, vsakič je manj. Ampak kako se vam pa to kaže? Mislim, napade sem imel močne, takrat kmalu po tistem in pol, tako lahko rečem, no, skoraj vsak napad je mečken bolj švoh, ne, izveneva se, ne, se to je, če ne dobiš nove, seveda, lahko novo dobiš, ker to nisi imun, ne. Na srečo nisem dobil nove, kljub temu, da bi jo lahko še večkrat, potem sem je malo skrbel, sem rekel, zdaj na to staro, ker imaš to v jetrih, ne, in to je v bistvu parazit, ne, na nek način bakterija, ne, bakterija, ja. Tako da, ja, pač pol neha, no. Koliko je pa recimo teh priprav prej, ko greste tudi glede prehrane, ne vem, probiotikov in podobno? Ne, penicilin za vse. Sabo za vsak slučaj. Ogromen, pa ta najmočnejši. Ja. Ker vem, da ste zelo velik tudi ljubitelj hrane oziroma kulinarike. Tako. Med domorodci nekje ste neko juho ali kako že iz opice, iz lonca, kjer je širok. Ja, to je tako, ne, to, ker ne znajo niti pripraviti, ne, oni to samo malo razsekajo, pa kar vse noč zmečejo, malo drobovine, malo kože. Ampak kako se človek pripravi, da to res proba? Mislim, se razumem, da gre za neko spoštovanje, da verjetno je fino, da se to tam z njimi poskusi, ampak vseeno. Ja, spoštovanje, zagotovo to je edina. Se zamiži ali? Ja, pa še za nič je.
Ko bilo vsaj dobro, ne? Tako, kot bi otroške roke jedel. Grozen. Ampak ja, pač. In oni so prav te rokce najrajši ubirali, tiste prstke, ne. Ampak ja, pač, jaz sem vsaj tako kakšen kos mesa probil dobiti, ne, če že. Ja, pač to moraš, a ne, to je del te zgodbe, ne. No, za razliko recimo od Papue Nove Gvineje, ki so pa oni mene hoteli v bistvu tako malo ne ponižati, no, ne vem, kako bi temu rekel, ne, ker poznajo zahodnjaške okuse in zahodnjaške pristope do hrane in so mi dali žive črve, ne, za jest. In to ga moš tako za glavo, tako črno glavo, pa to so tako veliki, recimo, kot pavc, ali pa recimo takole, no, veliki. In ga moraš za glavo prijeti in ga živega si tako usta stisneš, ne. In to je pa dober. In jaz prvega pojem, wow, to pa ni slabo. Pojem te drugega, oni me gledajo, ne. Rečejo, stop, ne, ker so mislili, da sploh ne bom, pa da mi bo za nič. Meni je bilo pa super in so rekli, ne boš vse pojedel. Da sem mogel nehati. Da je bila vse specialiteta na koncu. Ja, dobro je. Arne, kaj je prva stvar, ki ste jo naredili, kadar ste prišli domov iz kakšnih teh res težkih... Ja, tuš, ne. Tuš, verjetno, ne. Pa vse obleke preprat, raznih stenic, boh in podobnih zadev, ne. Kolikrat ste kaj tega domov prinesli? Kar, ne, domov ne. Jaz to poskušam že tam rešiti, a ne, recimo v Novi Gvineji je bilo tega veliko, tudi v Novi Gvineji sem res hudo infekcijo na nogi prišel, ki me je pol še zasledovala, še pol leta mi je tekel gnoj ven. Kot nek pik ali? Ja, neki me je pač ugriznil, ne vem, in pol mi je tak krater ogromen na nogi in mi je tekel gnoj ven, ne vem, še par mesecev. Pa tako, ampak to so pač pozapani. Koliko pa rabite recimo tega, da koliko ste potrebovali, ko ste res več okrog tudi hodili na takšne težke avanture, če jim lahko tako rečem, potem, ko pridete domov, koliko dni rabite, da se vse skupaj sprocesira, da si odpočijete, da veste, da ste, zdaj sem pa že v domači posteli? Ja, zdaj to je težko reči, koliko dni, a ne, ker ni pravila, seveda. Jasno pa je, da rabiš nek čas, da se prizemljiš ali pa da v bistvu se navadiš spet na ta naš način življenja, ki ni nujno, da je boljši, a ne, ali včasih je to slabši. Tako da meni, to je fajn se dotakniti tega, mislim, to so res velike težave, veliki problemi, so pravzaprav banalnost našega zahodnega potrošniškega turbokapitalističnega sveta, ko začneš primerjati z neko pristnostjo, se ni posod tako, ne, ampak ja, se še da najdeti, neko pristnostjo odnosov, človeških odnosov, meril do ekologije, do hrane, do smeti, do vsega. In prideš sem, rečeš, kje jaz živim, ne? To je hujši, kot v bistvu biti tam nekje bolj v takih prvobitnih razmerah, a ne? Kje jaz živim, do kam so nas pripeljali, a ne? Jaz vedno dam za primer in to se mi zdi čudovit primer, ne vem, v enem velikem nakupovalnem centru police z kozmetiko. Pa to je 100 metrov šamponov, tušov, ne vem, česih, kakšnih losjonov. Ne? Rabaš eno kremo, da če imaš suhe roke, pa to je to, ne? Ali pa brez. Pa da si lase, jaz si sicer ne umijam šamponom, ampak dobro, ja, nikoli. En šampon, nikoli šamponom? Ne, z vodo. Vsak dan z vodo. Potem je pa mogoče to recept, da so lasje bolj gosti in bujni. Ne, to je pa genetika. Je, ne? Ja. Arne, kaj je tisto, kar bi recimo izpostavili za naprej? Zdaj, veliko sem jaz tudi izhajala iz knjige, za katero ste mi priporočili, dej preber, predno se vidiva. Ja, in mi je res sem vesela, da sem se jo lotila, ker veliko stvari je še tam notri, ki jih imam tudi jaz tukaj napisanih, pa se jih seveda ne bova uspela dotakniti, zato še enkrat povabilo, naj preberejo knjigo, da bodo še kakšno drugo avanturo lahko tam zasledili. Kaj pa za naprej? Naprej je bistveno, kot sva že prej rekla, takega načina življenja danes praktično ni več, a ne? To je treba priznati, mogoče ga kdo še ima, jaz ga ne poznam. Za naprej pa seveda potovanja, fotografiranja, zdaj mogoče, bom tako rekel, že bolj zase, tudi zase, govorim o tem, ne vem, nekam jati,
Zdaj pa se vrnila iz Uzbekistana, krasno je bilo, nič posebenega, ampak lepo je bilo. Ne. Lepe fotke, fajn sva se imela, fajn sva jedla, ampak ni pa zdaj to, da bi rekel, wow, to sem pa zdaj prinesel nekaj, kar bo cel svet strmel, ne. Tako kot je bilo včasih. Danes je vse, kar je nekaj posebenega, tako blazno, da je to drago, da se razumemo. Ne? Ali je to, kot so pregovorili, GP, ali je to nek cel projekt, ali so to ljudje v zadnjih, ki jih je treba plačati, da se nekaj drugačnega zgodi, kot to, da greš ti z avionom, pa v taksi, pa pač v nek lep konc ali pa kraj ali pa karkoli. Tako da to je bolj trenutno, ne? Moramo biti realni. Ne? Zdaj, takih avantur, kot sem jih doživel, se gotovo mogoče kakšne, ampak bolj nekaj, ja, večina pa sigurno ne, ker takrat sem jaz prišel v teh najlepših časih, sem prišel za en mesec domov ali pa še to ne, za 14 dni, pa nazaj, pa na še hujšo, pa na še hujšo, pa na še hujšo, ne. Zato jih je toliko v knjigi tudi nanizanih, ker so se pač to dogajale skozi čas, ne skozi nekaj let, mislim, precej let, ne. Tako da jaz, ko knjigo pogledam, pa samo knjigo, da ne govorimo o zgodbah, ki niso noter, ki jih je ogromen, rečemo, mater, temu se je pa veliko zgodilo. Res, doskrat mi ta občutek bil tako, to je pa kar veliko za en življenje. Ne? Ja, to je to, kar sem prej rekla, da se vprašamo. Ampak, ne? Pa še več je, no. Ampak ja, zdaj je pa vseeno malo bolj umirjeno. Ne? Oba s Katjo rada fotografirava ta tako imani street photography, imamo ogromno vesela s tem, se pravi, da greš nekam, zdaj konkretno sva šla za 3 dni v Benetke, samo fotkat, mislim, samo pač fotkat. Mislim, par dobrih fotk, sej kaj si pa človek lahko še več želi. In ko pridete domov s par dobrimi fotkami, tako kot ste rekli? Jih imamo na računalniku. Aha, in to je to? To je to. Aha. Se ne zgodi, da se potem planira? Redko se kaj pol obrne, jaz koledar delam vsako leto s svojimi fotografijami, mislim, skupaj ga delam, fotke so moje v glavnem, pa kakšen dron od Katje. Tako da ja, to se recimo obrne, ja, vse kaj, ampak... Arne, res naj čas sicer preganja, jaz bi z vami mislim, da lahko celo popoldne takole sedela in debatirala, ampak tole se še bi rada dotaknila. Vaš citat, če je spoštovanje ključ do boljšega sveta, je posploševanje zagotovo njegov največji sovražnik. Ja, to je zelo, zelo velika resnica, ne? Ker mi velikokrat sodimo, ne bomo rekel, skupine ljudi, vere, karkoli, drugačne ljudi po enih posameznikih. In to seveda po negativnih posameznikih, če smo k temu nagnjeni ali pa naši populistični politiki nam to skozi pogledajte, kva se... To so osamljeni primeri. Osamljeni primeri. So. Jaz ne bom rekel, da niso. Mi dva s Katjo sva šla z begunci tudi tam vidiš, da oni niso vsi reveži, da so tudi barabe med njimi. Ne? So. Ampak jih je mal, revežev je tokle, barab je pa tokle. In jaz vedno rečem, in to se mi zdi zelo pameten izrek, če bi mi sodili eno skupino ljudi, po enemu samo človeku, dajmo soditi Slovence po metodu Tropcu. Potem smo vsi zažigalci žensk v krušnih pečeh. To je to. Seveda so ekscesi takih in drugačnih skupin in mi rečemo, vsi so taki. Ne, niso vsi taki. En je tak. Metod Trobec je bil tak, ne? Jaz pa nisem tak. Pa verjamem, da še kdo drug tudi ne, od Slovencev. Ja, zagotovo. Ja. Ravno zaradi vsega tega sem prej rekla, da bi lahko z vami sedela še ure in ure. Polni ste res vseh možnih zgodb, všeč mi je filozofija, kako razmišljate. In seveda to, da ste danes, kjer ste, je pa tudi nek, ne bom rekla, davek. Ja, v marsi kakšnih očeh, tako kot sem rekla na začetku, velik človek. Se pravi, hvala. In zaradi svojega dela, in zaradi morda razmišljanja, prepričana sem, da se marsikdo lahko najde v vašem razmišljanju, ali pa morda se zdaj le jezi in si reče, ne, jaz pa ne mislim tako, ampak vsak ima, ker spoštujeva drugega, tako pravico svojega mnenja. Ampak nek davek za tak način življenja pa zagotovo je. Vaš način življenja, tako kot ste prej rekli, ste bili en mesec, pa prišli za malo domov, pa spet šli in tako naprej. Imeti družino ob takem tempu je nemogoče in vem, da na to sicer večkrat že odgovarjate, da ste se pa zavestno odločili, da ne boste imeli svojih bioloških otrok. Ja, ampak ne zaradi mojega načina življenja. Mislim, to tudi majčka, ampak to je malenkost proti tistmu, kar je glavni razlog. Glavni razlog je zagotovo
jih je veliko, no. In ne samo eden. Jaz mislim, da tistega, ta prvega, ne. Me nekdo vpraša, da pridem na ta svet, nobeden, ne. Ne, zdaj to neka duhovnost bo rekli, ja, to se je zgodilo v etru, pa kakšnem etru. Mene ni noben nič vprašal. Ne? In tudi mojih otrok ne bo noben nič vprašal. Se bojo porinjeni v ta svet, bi bili, ne, če bi jih imel. Tako da, in ta svet ni lep, ne? To moramo vedeti, da jaz se bojim, da gre še v težje, da gremo še v težje čase, bistveno težje čase. In to prav zaradi prenaseljenosti. Najlepši kraji na svetu, kjer sem jih jaz obiskal, ne, bomo rekli, magari Namibija, 20krat večja kot Slovenija, pa 2 milijona prebivalcev. Nova Kaledonija, tudi velikost, mislim, da je Slovenija tam nekje 400,000 prebivalcev. To so najlepši konci. Ne uničeni, ne izcuzani, ne. Pa greš pa v Indijo ali pa na Kitajsko, pa rečeš, kva, a ne? V Indiji ni enega drevesa skoraj več, ne. Mislim, pretiravam malo, ampak ne dost, a ne. Nič več zelen, vse je sam še prah, pa polucija, pa ne vem kva, ne. Pa se vam ne zdi mogoče... Zakaj? Ker jih je toliko, ne. Takšno razmišljanje, se opravičujem, ker vas prekinjam, ampak morda tako na trenutke, bom rekla, malo mogoče egoistično, v smislu, ker sem se jaz tako odločil in jaz ne želim otrok dati v ta svet, bo to tako. V smislu, narejeni pa smo za to, da naj bi šlo da bi šlo naprej, da bi se razmnoževali. Se ne strinjam, da smo za to narejeni, daleč od tega nismo za to narejeni, ne. Predvsem pa se je to izrodilo, ne, ker je pač človek si ustvaril take pogoje, da naravna selekcija, pa ne da bi bil zdaj nek socialni darvinist, da ne bo pomote, ampak naravna selekcija pač pri nas ne velja več, že dolga tisočletja, lahko celo mogoče rečemo, je pač človek vzel stvari v svoje roke in stvari so mu tudi ušle iz rok zaradi tega, ne. Ko sem bil jaz najstnik, še otrok, med najstnikom in otrokom, mislim, da če se ne motim, tam 76, tam nekje, nas je bilo polovica. Se pravi, jaz sem doživel rast človeštva za še enkrat, za 100%. Halo? V mojem, sicer kar dolgem za človeka življenju, ampak v civilizacijskem smislu je pa to sekundica. Smo se podvojili. V sekundici. Pa kaj se bo zgodilo, ne? Zagotovo je to nekaj, je to ena anomalija, ki jo bomo in jo že plačujemo. Jo že plačujemo. Kako? Ne? Jo plačujemo z pandemijami, jo plačujemo z vojnami, ne? Ker enostavno ni prostora več za živeti. Tam, kot sem pa prej rekel, tam, ko pa ljudi je dovolj, manj na enem dovolj velikem prostoru, prostor je dovolj velik, tam pa do tega praktično ne pride. Če bi imeli čarobno palčko v rokah in bi lahko se vam uresničilo, karkoli bi si zaželeli, kaj bi to bilo? Ja, verjetno vesolje, ne, to bi si zelo želel videti, zagotovo, ne. V orbiti za kakšen teden, recimo, to bi si pa zelo želel. Zelo majhne želje, ne? Pa da gledam, pa malo fotkam dol, pa malo gledam, pa malo razmišljam, pa malo gledam gor v vesolje, pa malo dol na zemljo. Ampak veste kaj, Arne, če ne drugega, bi se pa takrat tam gor umirili zagotovo na način, kot se pod vodo, a ne? Zagotovo, sigurno. Še lebdiš, ne, pod vodo je tudi to, da v bistvu si brez teže. Kar bi bilo enako tudi tam zgoraj, tako. Ne? Arne, najlepša hvala za izčrpen pogovor. Hvala Zelo za sem vabilo. uživala v vaši družbi, veselim se tudi kakšnih novih projektov, ki jih bomo lahko to kaj poveva že? Nisem zdaj odhajal, dosti kratko odhajal v Vietnam, ampak kot sem rekel, bolj v tistem smislu narediti par dobrih fotk. In ko sva samo še tole za konec pri dobri fotki, da ne pozabim, ker bo sodelavec zelo jezen, ko sem povedala, da prihajate vi na ta pogovor, je rekel, Eva, veš, moja prva misel je, jaz obožujem njegove portrete in jaz bi si tako res želel, da bi da bi on naredil moj portret, sam niti ne vem, koliko to stane, ampak po drugi strani, ko pa razmišljam, se mi pa zdi, da se bo to tako nekoč, čez nekaj let, več let, 10 let reklo lahko, sam njega je pa takrat fotografiral Arne Hodalič, tako kot recimo za Božidarja Jakca rečejo, tole je pa naslikal. In to bo lahko nekoč imelo takšno vrednost? Ne verjamem, ampak
lahko se zmenimo. Lahko vas pokliče, če si to želi. Komod. Imamo studio svoj, prav zaradi portretiranja, veliko delava tega s Katjo. Tako da, čez korporat, mislim, da pač od tega možete nekaj živeti, ne? Ja, in je veliko tega dela. S Katjo vama želim še veliko lepih trenutkov, najbolj takšnih, ki jih opisujete v knjigi, in zdaj vem, da bo marsikoga zanimalo, kakšni pa so to. Pokukajte v knjigo, preverite si sami in še kakšno drugo avanturo tudi tam lahko. To je pa boljši PR, kot bi ga jaz znal narediti. Se bova zmenila po pogovoru. Hvala.